Zdaj, v bistvu meni je žal, gledalcem sporočam, da nekaterim ni do dela, pa so šli. Mi smo morali njih poslušati, oni pa nas ne bojo. Jaz bi za naše gledalce naslovila nekaj očitkov, in sicer o tem, kar je govorila vlada. Sicer vlada kot osrednji očitek navaja, da ne bi ukrepi zmanjšali javnofinančne prihodke in s tem ogrozili javne finance. Tudi ta argument je samo enostranski. Država ne more vsake razbremenitve obravnavati kot izgubo, kot da je ves denar najprej državni in potem šele mogoče od državljanov. Denar, ki ostane pri delavcu, podjetniku, kmetu, najemodajalcu ali potrošniku, ne izgine. Ostane v gospodarstvu, gre v porabo, v investicije, plače, storitve, razvoj ali ohranjanje delovnih mest. Poleg tega vlada ne odgovori na ključno vprašanje, ali je sedanja raven javne porabe res nedotakljiva. Če zakon razbremeni gospodarstvo in ljudi, mora država hkrati odpreti vprašanje racionalizacije porabe, ne pa avtomatično zavrniti vsakega ukrepa, ki zmanjša njene prihodke. Močno socialno državo lahko dolgoročno financira samo močno gospodarstvo. Če se gospodarstvo ohlaja, če podjetja izgubljajo konkurenčnost in če se delo ne splača več, se bo javnofinančni problem samo še povečal.